Dobro jutro, ura je 8 zjutraj, pičimo proti San Marinu, spal sem 3 ure. Naslednje postajališče Bologna. Italija, kva ne rečem. 3 ure rabili sam, da sem on stopal. Zdaj pa hodimo neko gručo ljudi. Po mojem sem najmlajši v skupini. Itak prvo, kva boš videl kot vespe. Saj si v Italiji. Tako imam zdaj, tako sem imel počasih. Lušta vespica, sam rdeč sedež, tega pa še nisem videl. Poglej, kaj ima dobesedno tulipan gor. Kva pa tole, kaj ima čisto vsak kufer vzad, pa vspred imajo tudi zaščito za noge. Ja veš, to je pri njih prevozno sredstvo, ni tako kot pri nas. Zabava. Pa to je zunaj, po noč, po dnev, nima veze, sneg, ni snega. Pa itak, da so taki, kot recimo ima ta sedež. Evo ena zanimivost, a vidiš te oboki, kaj so. Tle v Bologni vse stavbe imajo te oboki, zaradi tega, ker je tukaj skoraj skozi dež. In pač, da ljudje ne nosijo dežnikov, so morali narediti stavbe, ki imajo pač oboke. In dejansko hodiš skozi pod streho. Zdaj smo prišli tukaj neka tržnica. Urbarija teh klošarjev, koliko hočeš, moram gledati, da mi nekdo kaj spizdil, kakšno denarnico pa to. To je kakor včasih, ko so hodili v Trst po džins, ista fora. Glej ti to, stari, oni imajo to kar na kilo, dobesedno na kile. Prideš z lopato in vzameš, glej to. Prvo, kar sem opazil, je, da je ful gužva tle. Tako, dost ljudi je. Pa ne samo zato, ker smo mi v tej gužvi s temi turisti. Mislim, vse jaz sem turist. Da sploh ful folka je. Hodeš skozi, kada se enemo v New Yorku. A vidiš ono žensko vzad. Ta ženska dejansko živi tam. Ima svoje pojclo, ima svojo nočno lučko, pa knjigo da bere. Sam problem je tem, ker smo mi vsi v njeni dnevni sobi. Gospodična, kaj pa vi počnete kaj? To kar ti. To kar ti. Snimate, pravite vlog? Ja. Aha, res, kje pa lahko to vidimo? Ok, moj vodič zdaj tam razlaga dejansko, kva se tukaj dogaja. To je baje prva gotska palača od neko Genco, ta nijem pojma, ni od Genco, to Ferrarija. Tam dol tisti stolp, ki ga vidiš, to je pa njihov simbol mesta. Visok je tam cca 100 metrov, pa baje tudi nagnen. Tako kot vsakemu mestu se spodob, se tudi tukaj spodob, da mi ta ne uleti v kader, ampak kaj nima veze, ena velika smreka. A vidiš ta vodnjak, to ti je Neptunov vodnjak, bog morja Neptun. Te 4 tamali debeluhani so pa simbol 4 rek, ki je tukaj nekje okoli. Je glih rekel vodič, da je tole komunalna palača in tole je papež Gregorijanski. Baje po njemu imamo mi zdaj ta koledar. Drugače tole je neki veliki trg njihov, je ogromen in tukaj vidimo neko cerkev. Zakaj se grem pojma, grem hitro do vodiča, da mi pove. Nekaj takega, ja, to nekako. No, ta cerkev ti je baročna cerkev, velika ti je kot nogometno igrišče, pa ni dokončana. Baje ta arhitekt, ki je to delo, je pa umrl, pa ni pustil načrtov. Pa baje, če bi jo dokončali, bi bila večja od ene cerkve, ki je največja. To pa tudi kao ne smejo narediti. Tako da baje je ogromna noter. Ful dober igra, čeprav ima na playback. Ampak veš, koliko je velik ta trg? Cel trg odmeva zaradi njegove električne kitare. Ker sem jaz zelo veliki svetovljan, spoštujem vero, grem zdaj pogledati v to cerkev. Če je džabe vstop, če ne, drugič. Sam boš bi bila kakšna božična muska zdaj v tem cajtu, ne? Ja, lej, božiček ni bil plačan, da je tukaj, tako da, on je džabe. Tako da za džabe šut dobro je. Kva je znamenitost te cerkve je, da je 22 kapel noter. Je tako se počutim kot v igrici, ko prideš kakšne te take, ne vem, kakšna Castlevania ali pa Devil May Cry. Zdaj da ponovadi, ko prideš do tja, je tam boss, veš, kakšen hudič ali pa vampir in pol tam domišljija dela svoje. A vidiš, da je ti tole, to ti je univerza, no to je včasih bila univerza. Tukaj so imeli te medicinske poskuse, so se cerali prašiče, pa tudi ljudi. A viš ta model, to ti je pa najbolj popularen doktor Glavani. On ti je izumil oziroma odkril, da ljudje imamo elektriko v sebi pa to. Baje je sicer v neko žabo, pa je poudarila statika, noga se premakla in gotovo, da je to to. Drugače, tukaj je bil tudi ta Galileo in so ga izbacili ven iz šole. Pa je šel pa Padovo. Ok, kva pa je zdaj tole? To je pa Lancia Ardea, neki old school avto. Treba malo pogooglati dejansko, da vidimo, kaj je to sploh. Samo je pa smešno, ker ima volan na desni. Tole vzad, to, kar vidiš tukaj, je Sveti Dominik. Neki pač svetovljan, neki svetnik, pač puno para, se veš. Ave Marija in te fore i daj pare.
Tukaj so naredili v tej cerkvi ta neki dominikanski red, to je to neko krščanska varianta, ki jih je ful veliki, še vedno so najjači. A vidiš to? To ti je pač sarkofag oziroma grobanca enega svetnika, ki je tle delal. No, tole je pa kužno znamenje, ki je Bologno je pač kuga zdesetkala, 2 vala kuge so imeli. Prvi val je 40% folka skenslu, drugi val je ostalih 40 folka skenslu. A ja, kvaranta pomeni 40 dni, tako da vsak, ki je prišel v Bologno, je mogel tam v mestu 40 dni biti v samici in pol je prišel not. Tako da od kvarante je ta karantena. 40 karantena. Ej, da ti me povej, kaj se je zgodilo našemu vodiču? Ej, bogi vodič. Bogi je. Prav Ampak bogi je. drugače ful veliko pove. Ful je pameten, vse, sem je tako... Zob je zgubil. Spreden zob implantant mu je medtem, ko on razlagal, padel na tla, zob. In on tako gleda in si popravlja zob nazaj, mi vsi gledamo. Pravim s njemu, da je šlo not ga, da je ga pojedel, ne, bom jaz njega pazil. 2 besede naredi, spet pade po tleh. Ok, zdaj smo tle, pač nekje hodimo, no. Evo, neki, kuhančki, to pa poznamo tudi pri nas. Qua pa je to, tortellino, nido, piccoli, intermedi, itak pasta številka 1. Maja pa je koliko 40.000 vrst paste. Pa bolonska omaka ne obstaja, tako da veste. Oni temu rečejo ragu. Te, ki poješ, daš na pamet igra tamburo. A ti vidiš, koliko folka je tukaj? Pa je tole še malo ljudi, zato ker jih je pol šlo. Imajo neki brezmadežni praznik. A veš, ko me fascinira, da je toliko beden vreme, toliko je mrzlo, piha, dežuje, folk je vzul, ko da je sred poletja lepo vroče sonce. Ej, da mi povej, a si opazila eno stvar? Kaj? Kako je folk oblečen? Ja. Imaš en folk, ki je čist pretegnen. Imaš pa folk tako starejše, kot zdaj gre recimo ta 2 mim, so pa skockani, znači uno vidiš, da je Italijan. Se pa že vidi, da je v bistvu božični pridih in tukaj imaš odprto, revije lahko kupaš pa to. Svašta ima, evo jih, klasični stripi, sploh iz tistih časov, ko jugi so jih prodajali. Itak večina teh, ki so risali, so bili Italijani. Je pa zanimivo tako, ko pa začer sam tako pokrijejo, pam! Prijem sam v ulico in tako vijem gužva. Zakaj je taka gužva? Tam neki prodaja, gremo pogledat, kaj je tam. Itak, Italijani so nori na pasto. In kva se tukaj prodajajo? Makaroni, človek božji. Folk ubija za makarone. Tukaj jih delajo, pa prodajajo. In gled to, 5 jih not sedi, tukaj jih pa 100 stoji. Pazi to, pa se obrneš, pa tako cesta, kjer ni vozil, folk hod. Tega pa res nismo vajeni. Ok, vajeni smo, da je pri nas jedro zaprto, ampak to je pa res tako očiten, prav po cest hodaš. Andreja, ko pa tole, ka ona osvaja karabinjere vzad? Vprašanje kdo koga, ne? Mene tudi smečari osvajajo. Jaz sem res, leto en smečar, tak pogled udaril, sem bil zraven kar neviden.